Lepo pozdravljeni. Danes sva z vami Jure Gubanc, mehanik hrbta in pa moja kolegica, fizioterapevtka Ana Marija. Pokazala vam bova tehnike samomasaže in sicer, kako si lahko tudi sami zmasirate in sprostite tiste mišice, ki so pri sedečem načinu življenja najbolj obremenjene. Začeli bomo pri glavi in končali pri nogah. Seveda jaz imel tokrat ta privilegij, da me bo Ana Marija kazala za vas, katere so tiste tehnike, ki jih lahko uporabite s svojimi rokami na sebi. Seveda ni nič narobe, če imate kakšnega partnerja in pokažete svoje znanje, ki ste se ga naučili v tem videu, tudi na svojem partnerju ali pa kolegu. Torej, Ana Marija, kaj praviš, kar začneva? Lahko. Tako, kaj sem imela v mislih, da bova začela kje? Dejansko najpogostejša težava pri teh sedečih populacij je seveda vrat, ne? Vrat pa take ramena, tako da bova pa kar tukaj začela, ne? Začeli bomo s prsti, kakor smo omenili, ne? To imamo zmer s sabo, ne? Ponavadi. Če niste mizari. Ja. Tako da, Jure, lahko kar začneš. Fajn je, da imamo pri vratu kakšno kremco blizu, tudi zmer je ponavadi po roki. Si kar Tako, da lepše teče. Malo podmazala, čisto, da si ne preveč ziritiramo kože. Malo te bom podmazala in začneš najprej z nekim takim skeniranjem, bom rekla. Tako da opazimo, kje pride do težave. Kje so bolj boleče? Kje so tiste boleče točke, ne? Tako da to si lahko si delaš tole z nasprotno roko, tako da kar nekako, vse to je nekako, bom rekla, tudi navonsko, ne? Kadarkoli nas nekaj boli, si začneš takole malo masirati, ne? In tako začneš tudi malo zagrebane mišice, ne? Da ne kar takoj greš na hard motor. Tako, pa da ni suha koža, da jo ne ziritiraš. Da ni suha koža, to je pol lepši teče, ne? Ok, pokaj enkrat malo poskeniraš mišico, greš parkrat gor in dol, malo na zunanji strani, malo bolj proti hrbtenici, vidiš, kje se nahaja tista težava, ne? Tukaj greš gor vse do lobanje? Vse do podlobanja, v bistvu. Takoj že kjer se lasje začnejo, ne? Tukaj so tudi mišice, ki so zelo pomembne, sploh pri kakšnih glavobolih, no. Torej, se kot pravim, to vse lahko naredite tudi sami, še malo gibljivost v rami izboljšate, ker boste mogli z prstom doseči. Pa boljše, da greš z enim prstom, ne z večjima, ne? Da je močnejši pritisk točkovni. Ja, tako je. Če hočeš bolj močen pritisk, greš z enim prstom. Če pa hočeš nekako bolj, bom rekla, plosko sproščenje, pa greš z večjimi prsti, ne? Ok. Koliko časa pa to delaš? Recimo tako, če prideš do kakšne boleče točke, se na tisti točki ustaviš, ne? Ok, in držiš. In držiš. Bom rekla, tam okrog 30 sekund najmanj, oziroma dokler ne pride do tiste sprostitve. Pa je dobro, da potem tudi mišico sproščaš zraven še tako kot jaz zdajle, torej da greš z glavo. Verjetno ni dobro, da sem v tej smeri, ker tle je mišica skrajšana, tako. Lahko pa tudi z nekakim gibanjem, ne? Tako da imaš glavo najprej naravnost in pol, ko dobiš točko, začneš premikati glavo v vse smeri. Tam, kjer čutiš, da bolj boli, malo zadržiš in pol začneš nazaj premikati. Super, ja, sem kar čutim, ne? Torej držiš točko, hkrati pa premikaš glavo v različne smeri, ne? Lahko se tudi nekako tudi prav zatakneš v točko. Bom rekla tako, da se, ja, kar zatakneš v točko in pol začneš premikati glavo. Ampak ta čas se pa prsti ne premikajo, ne? Premika se samo glava in prsti so na istem. Tako, ja. Pritisk pa potem lahko, kako si rekla, greste do neke bolečine, ne? Malo more boleti, ne? Ja, ne se strašiti bolečine, no. Zato, ker ponavadi je tako, da na začetku je zelo taka ostra, zbadajoča, ampak pol po nekem določenem času, približno pol minutke, začne to počasi padati, ne. Zdaj, pri teh mišicah, ko sem rekla, tele, ki se začnejo, kjer se lasje začnejo, te mišice so dostikrat krive tudi za glavobole. In zato, kadar boste fajn pritisnjeni noter, lahko začne producirati bolečino tudi naprej po glavi. Tako da ne se ustrašite bolečine. Ok, kar daš glavo nazaj in prideš do te točke noter. Tukaj so tik pod tole, kjer se konča lobajna, padamo eno tako kotanjco. To je dobro z dvema prstoma? Tako, ja. Z leve in desne strani? Z obemi prsti se greš za svojo glavo in si pritisneš noter. Tako neke vrste trakcija tudi, ja? Malček? Lahko narediš? Torej, kot malo, da privzdigneš glavo gor, ne? Zdaj, če smo v nekem sedečnem položaju, se lahko tudi naredimo, super, se lahko sami to naredimo. Jaz kar pokazala. Recimo, da smo zdaj za mizo in si pol dobimo to točko, ki je boleča. Evo, zdaj sem jo dobila, pa se pol kar nasloniš, s težo glave se nasloniš na prst. V
bistvu nič ne delaš, ampak teža glave naredi svoje. Ker cilj pri sproščanju je tudi, da so te mišice sproščene, ne? Tako, Ker jih ja. masiraš. Zato mogoče to ne bo tudi slabo delati, recimo leže na hrbti. Tudi, sploh zato, ker v tem položaju pol roke tudi počivajo, ne? Zato, ker če imamo roke dosti časa gor, vemo, da se... Še hkrati Da se malo truja, ne? mal odpiraš prsni koš, ker sežeš takole zadaj, ne? Recimo, da pokažem na hitro. Torej takole, ne? Torej s prstoma, kot si pokazala, Tako? greš tukaj zadaj, hkrati odpiraš prsni koš in vidite, lepo masiraš, pa še malo trakcije glave, to pomeni, da glavo malček, kot da bi jo hotel snet od šraufa, tako. Tako, ja. Kaj greva naprej na mišice, ki se dostikrat zakrčijo pri tistih, ki veliko, tudi jaz sem tisti, ki veliko žvečte. Ja, tu so žvečne mišice v bistvu. Zdaj ena zanimivost. Dejansko žvečna mišica, tale, ki se pojavi, ko stisnemo zobe skupaj, kar nekako nas porine ven, je dejansko glede na površino najmočnejša mišica v telesu. Wow. Ja, ker ustvari Največji pritisk glede na površino. Glede na površino, ja. Je pa dostikrat res kriva za kakšne glavobole tudi, ali pa za tiste, ki dostikrat stiskate zobe po noči, če vas začnejo recimo čeljust zategovati, da ne morete do konca odpreti ust. Ker se dostikrat po noč pojavi pri škrtanju, ne, kot so imela. To recimo, ne? Lahko se pol tudi obraba zob zaradi tega začne. Res je, ja, to je res. Ok, torej kar pomembna zadeva, gremo jo rešiti. Ja, no, torej, kar lahko naredimo sami, je spet z nekimi prstimi, da drsimo gor, najprej samo toliko, da začutimo, če je kakšna bolj boleča točka. Tukaj za tiste, ki imate kaj dlak, brade, Ja. je dobro prej podmazati, ne? Ja, ali pa obrit. Ali pa obriti, tako, ja. Mišica se pa nahaja tukaj tik pod čeljustnim sklepom in poteka dol do spodnje čeljusti. Ampak fajn se začuti že sam, če date prste gor in če stisnete zobe skupaj. Te kar odrine ven, no? Tako. Tako, ja. Če stisnete čeljusti skupaj, ja, se mišica stisne. In ko dobite neko bolečo točko, lahko kar zaprete oči, zadihate in začnete počasi odpirati usta. To je vse do roba neke znosne bolečine. In pol lahko recimo drsite s prsti gor in istočasno odpirate usta. Super. To je neka taka... Ok, to je tak za hiter uvod v masažo tudi glave, ne, ker je tudi dosti pomembna zadeva, ker se pogosto, se mi zdi, tudi pri masažah kar izpušča, ne? Pozabi. Ja, malo pozabi, ne, ampak je pomembna zadeva. Si mislila še kaj takega pokazati, ali gremo naprej na prsni del? Lahko greva kar naprej, ja. Ok. Torej, prsni del je zelo pogosto tisti, ki je problematičen pri sedečem načinu življenja. Zakaj? Zato, ker zaradi malček notranje rotirane drže zakrčite sprednji prsni del, medtem ko raztegujete hrbtni del. In te bolečine, ki jih imajo ljudje dostikrat v zgornjem delu hrbta, niso odraz samo tenzije, ne? Torej tenzija bi bila recimo, če bi tole zakrčevali, tele trapeze, ampak so odraz raztegnjenosti. To pomeni, da premalkrat damo, se mi zdi, fokus na sprednji prsni del, preveč se masira samo zgoraj hrbet. Pa mogoče pokaževa oba problematična dela, torej in prsno mišico, kako masirati, in obenem te trapeze, ki se dostikrat v skladu z zakrčenjem prsne tudi oni zakrčijo. Res je. Zdaj pri prsnem delu lahko začnemo tudi spet sam z nekim skeniranjem, tipanjem, tik pod ključnico. Torej ključnica, kost, Ključnica je tale potipate kost tako. tukaj in se sam pomikaš proti rami, navzgor. Spet bolj je točkovno, a ne? Bolj točkovno, ja. In tam, kjer začutiš, princip je zmer isti. Tam, kjer začutiš bolečo točko, se malo staviš, počakaš pol minutke, malo več, da ta napetost popusti. Pa dobro je zraven malo, da raztegneš. Tako, in pol, recimo, ko da ta prva napetost popusti, začneš z gibanjem roke. Spet zelo dober položaj je, da to delaš v leže na hrbtu, a ne? Ja. Kot sva prej pokazala. Veliko boljše kot frontalno, kot mi da kažemo. Ja. Zdaj še ena taka fajn varianta za raztezniti oziroma pomasirati prsno mišico je, da jo kar zagrabimo. Takole, kot da bi tole pod pazduho. Pod pazduho, kot da bi hoteli zagrabiti tole sprednjo steno, no, pazduhe in jo kar primemo v roke in isto raztegujemo naprej. Malo se premikaš, ko en tak rakovica prijem je to. Jo kar zagrabiš in razteguješ. Kot klešče. Kot klešče, ja. Tako.
Ja, to bo kakšne od vas zelo bolelo. Ja. Ampak ne se ustrašiti. Ne? Tako je. Torej, roka gre pol čim višje, malo nazaj, malo naprej, na ta način pa skrati stiskate. Pa uravnavate pritiska, ne, kolikor pač vam Ja, kolikor ustreza, ne. prenesete in kolikor glede na Ok, greva še na trapeze. Ja, to je tudi tista mišica, ki vsem najbolj paše, ne? Ko si predstavljamo masažo, je to, Ponavadi to, ne, ja. to bi se. To se najlažje pomasira spet z nekim takim klešče prijemom in dostikrat je, če smo tako naravnost, je v tem položaju zelo raztegnjena. Zato lahko začnemo tako, da damo stranski nagib glave v tisto stran, kjer jo masiramo in v tem položaju lahko lažje zagrabimo mišico. Okay. Zdaj sem jo zagrabila in pol zravnamo glavo. Pa se pol, ko tukaj popusti, se premaknemo malo višje. Evo. Zdaj sem zagrabila, malo zaboli in da daš gibanje glave. Evo, kar probaj. A je to dobro tudi delati malo z elevacijo rame gor in dol? Tudi lahko, ja. Je pa fajn, da dodaš gibanje glave, zato ker se pol v tem položaju bo raztegne. Še bolj raztegne, ja. Se lahko zarabiš? Torej, magar, kaj z dvema prstoma klešče spet princip? Ja, ali pa na sprednji strani s palcem, na zadnji strani pa z vsemi prsti. Aha, ok, Ampak tako. da lažje zagrabiš, si lahko razglavo najprej v tole stran, da jo skrajšaš. Pazi, da ti ne rama uhaja gor, ne, da rama ostane dol. In dosežeš kar hitro sprostitev pol. Sploh, če dodamo gibanje, ne, se to pol hitro spusti. Ja, to je doskrat tisti manjkajoči element, ne? Ja. Da se doda še gib zraven. Ker je dvojna učinkovitost. Ok, super. Greva še na zadnji del, ki se mi zdi najbolj problematičen pri sedečem načinu življenja in sicer upogibalke kolka. To so tele mišice, ki so najbolj zakrčene prav med sedenjem, ko smo stalno v sedečem položaju. Kaj tukaj predlagamo? Tukaj s prsti je dejansko precej težko priti zraven, pa tudi do neke sprostitve. No. Tukaj nam pride res zelo prav ena žogica, teniška žogica, to je tudi Ok, bo kar pokazala. Mi imamo tamle lepe žogce. Torej, dovolj je ena taka žogca, ki jo vzamete svojemu kužku, a ne? Ja, In potem se uležemo, ne, na Tako, tla. ja. Mi da bo pokazala sicer na teli Na mizi. mizi, ampak ja, takole na tla. Primeš, ja. In poiščemo. Ta mišica se nahaja nekje od te kosti, črevnične kosti, pa pol na noter. Ne. Tukaj je vseeno treba biti malo pazljiv, zato ker so vseeno notranji organi, pa ni jih najbolj prijetno, da začnemo pritiskati noter. In si jo nastaviš, torej med to kostjo, pa med spodnjim delom trebuha. Torej še malo više. Tako, ja, še malo višje. Tako, torej črevnična kost, ta na notranji del proti dimljam, ne? Okay. In probate začutiti, spet občutek mora biti, da mišico čutite, ne da čutite zoperen pritisk v notranje organe. Ne? Pa kaj, gremo še dol, nižje. Ne? Dol nižje, ja. Nekako se kar rolaš gor in dol po žogici. Tako. Če imate možnost, to lahko tudi naredite na kavču, ker imate možnost, da greste tako lepo, kot jaz z drugo nogo lepo dol. Ja, z drugo nogo Ker nisi doskrat, dol, ja. če ste čist na tleh, je malo težko odbirati to. Ne? Je pa res, da če boste na kavču, morate imeti kakšno malo večjo žogo kot teniško, ne? Ker če ne bo nič občutka sprostitve. Ok. No, vidiš. Super. Evo, tole so takšna čisto osnovna navodila, kako si lahko vsak od vas sam pomaga, samo zmasira, ali pa tudi kako lahko s svojim partnerjem, kolegom mu pričarate malo lepši in bolj sproščen dan. Tako da vas vabim tudi, da se naročite na naš YouTube kanal, ker vsakič vas razveselimo z novimi